Črni september, mesec za v pozabo, se je zaključil z gostovanjem na Bonifiki. Z upanjem, da se ustavi drsenje navzdol, ekipa je odpotovala na obalo dan pred tekmo. Ante Čačić se je odločil za napadalno poslovitev. V začetni enajsterici so bili prvič skupaj Tavares, Mendy in Fajić, toda veliko napadalnega se ni zgodilo. Konkretnejši so bili Koprčani, ki so povedli že s prvim udarcem proti golu. In to po podaji z avta. Žogo je v kazenski prostor vrgel Galešić. Lotrič si je ob umirjanju žoge pomagal z roko, ostal neoviran pri položaju za udarec in naciljal v nasprotni kot. Ob naslednjem koprskem poskusu vratnica zadel je Galešić s prostega strela z desne strani. V nadaljevanju akcije se je žoga odbila do Lotriča, ki jo je poslal mimo leve vratnice. Po začetnem šoku mariborski odziv s priložnostjo za izenačenje, zapravljeno priložnostjo. Fajić je po preigravanju z leve strani v kazenskem prostoru s povratno podajo po tleh spravil žogo do Mezge, ki jo je usmeril proti nasprotnemu kotu, toda nenatančno. Natančnejši je bil na drugi strani Žibert, ki je poskrbel za povišanje vodstva. Po dolgi podaji je Galešić umiril žogo za Žiberta, ki jo je z 20 metrov poslal ob desni vratnici v mrežo. Prehitrih 2-0 je močno vplivalo na nadaljnja dogajanja. Znova je bilo treba v lov za zaostankom in ob tem je zmanjkalo mirnosti pri pripravi in nevarnih situacij pred domačim golom. Mendy je uspel priti do zaključka po samostojnem prodoru, ustavil ga je Nenezić. In koprski vratar je bil pred odhodom na odmor zmagovalec tudi dvoboja z mariborskim kapetanom. Ni se izšel niti dogovor med polčasom, bistvenih sprememb v nadaljevanju tekme ni bilo. Trenerjeve zamisli so spet ostale nedorečene. Ob poskusih pred koprskim golom brez želenih dogodkov, niti situacija, ki bi se lahko razpletla z kazenskim strelom. Mendy je poslal v kazenski prostor žogo, Šme zbil na tla Fajića, toda sodnik Goričan se ni oglasil. Med trudom ekipe, da bi preobrnila tok dogodkov, je do zaključka po daljši akciji prišel Tavares, o poskusu iz obrata pa pravočasno posredovanje vratarja Nenezića, ki je žogo ujel. Obrambno usmerjeni gostitelji so v drugem polčasu zapretili le enkrat. Galešić z prostega strela z 18 metrov je nameril proti levemu spodnjemu kotu, Handanović je žogo odbil, Alilović pa ob novem poskusu zadel Mendyja in končalo se s kotom. Potem pa zadnji naleti vijoličaste čete za izboljšanje končnega vtisa. Najprej je zmanjkalo natančnosti v udarcu Tavaresa, z desne strani je podal Mejač, kapetan pa pred golom poslal žogo čez prečko. Je pa Tavares ob naslednjem udarcu prišel do mreže. Prosti strel je prislužil Mejač, vlogo izvajalca prevzel Tavares in žogo spravil v mrežo tudi s pomočjo Galešića. Po kapetanovem prvem golu s slovenskim podpisom so sledile 3 minute sodniškega podaljška in v dodatku igralnega časa vendarle tudi trenutek za zadnjo obetavno situacijo ter morebitno izenačenje. Igralci niso izgubljali upanja. Po predložku Čepelinija je bil najvišji v skoku Mendy, ki je usmeril žogo proti vratarju Neneziću in ostalo je pri rezultatu 2-1 za Koper. Vrnitev z obale je tako minila v turobnem ozračju s številnimi odprtimi vprašanji. Stanje ni prijetno, po novem porazu bo čas tudi za kakšne spremembe. Imamo težka situacija, ampak mislim, da igralci pa smo treniramo za vsak dan da damo naše najboljše in mislim, da zdaj moramo razmišljati, da skozi treningu spremeniti taj slab stvari. Slabo igramo, ampak to ne pokaže, da želimo
več narediti na igrišču.